Društvo temelji na prostovoljnem delu, druženju in izobraževanju, s čimer članice plemenitijo svoje življenje in okolje, v katerem delujejo. Na prvem mestu je druženje, dvakrat letno organiziramo ekskurzije in si pogledamo po Sloveniji primer dobre prakse na kmetijah. Naše članice se zelo rade udeležujejo raznih razstav, sejmov, tekmovanj in ocenjevanj, na katerih za peko kruha, potic in drugih dobrot dosegajo bronasta, srebrna in zlata priznanja, kar jih uvršča v slovenski vrh. Kar nekaj članic vztraja že 25 let. V društvo sem se vključila zaradi tega, ker sem ostala doma na kmetiji, smo odprli kmečki turizem, da pa nisem samo doma, mi zelo veliko pomeni, da grem tudi med ženske, ki se isto ukvarjajo z določenimi dopolnilnimi dejavnostmi. Na začetku smo se trudili, da bi naša ženska dobila svoje mesto v družbi, da bi se vse pokorajžile, ki imajo kmetijo, da gredo delati še kaj drugega, ne samo svoje delo na kmetiji. Župan Dušan Strnad se je ženam zahvalil za vse, kar so prispevale na področju kmetijstva, samooskrbe, promocije in prepoznavnosti občine. Kmetijstvo je ena najpomembnejših panog v občini. In verjamem, da se bomo v teh časih, v teh resnih časih, ko nam grozi pomanjkanje hrane, vsi začeli zavedati tega, da je samooskrba ena izmed najpomembnejših stvari, ki se moramo lotiti v prihodnje. In tukaj izstopa vloga kmečkih žena. Jubilejno leto bodo članice, med katerimi so tudi novi obrazi, sklenile na jesenski prireditvi o prazniku krompirja v Ivančni Gorici.